kaj, stari veda je na mute. Pa daj, ne moreš se tako pogovarjati z gospodom Miklavžem. Gospod Miklavž, tu doli je taki en mikrofonček, tak na levi, pa ga morate stisniti, potem pa se vas bo slišalo. Ja, kak slač. A se slišimo? Aleluja, ja, se slišimo. Odlično. Joj, veste, Hudiček, Angelček, res lepo vaju je spet slišati po dolgem času. Mimogrede, bi si lahko prižgala kamere? Joj, gospod Miklavž, Jaz se nisem bil do pa nisem zdaj lepo. Dobro. Ajoj, ne rabita. No, zdaj lahko končno začnem, kot sem pravil, zdaj lahko končno začnem. Zdaj pa dovolj, oba dva prižgita kamere takoj. Tako je pa bolje. Torej, kot sem pravil, situacija je skrajno resna. Stanje ni rožnato. Kot veste, se približuje moj vsakoletni prihod, občine pa so še vedno zaprte. Razlog, zakaj sem danes sklical ta sestanek, je zato, ker si star, pa ker si osamljen, pa ker nimaš nič za delati. Gospod Miklavž, kaj je to res? Ne. Sklical sem ga zato, ker moramo narediti načrt, kako bomo letos to vse skupaj izvedli. Zdaj pa, samo trenutek, da si dam. Kje so že tu dali zaslon? Šibek. Gospod Miklavž, spodaj na sredini je tak zelen gumb. Aha, zelen gumb. Mikoš, kako si ti škrt, lega? Čakaj? Ne, samo malo. Joj. Gospod Miklavž! Joj, hitro rabimo kaj. Evo ga. No, takole. Kakorkoli že. Zdaj, moja ideja je bila, da bi iz vsake občine našli enega, ki bi bil pripravljen razdeliti darila na svojem področju. Torej, potrebujemo samo, da preštejem 1, 2, 3, 4, 5. Sveti Kristus, 212 ljudi? Pa dobro, no, kdo bi to delal? Preklič letos, pa imamo mir. Itak, Božič je blizu, pa bo nekdo, ko to zna narediti, zrihtu. Čuj, mladi mož, zdaj pa ti mene poslušaj. Jaz to službo opravljam vestno, že nič koliko let. In naj me sam oče, sin in sveti duh obvarujejo pred tem, da te bom brcnil v rit naslednjič, ko se vidiva. Redu, okej, pa pač gremo, pa kade. Itak, korona je na tek. Kaj pa če... Hudiček, ne moramo kar tako iti. Moramo paziti drug na drugega. Sploh pa si ne moremo privoščiti 212 kazni. Jaz bi lahko... Ja, ne, čak. Itak imamo firmo, potni nalog imamo, vzamemo sanke, pičimo. Kaj je zdaj problem? Hudiček, pa ne gre to tak. Ne moramo kar iti, to bi bilo skrajno neodgovorno. Tak je neodgovorno, da ti letos nimaš dovolj šip, ker so vsi švinglali letos. Kaj pa če lahko bi... Hudiček, eno tako še, pa dobiš letos samo gnile mandarine. Jaz imam idejo. Vaučerji. Kakšni vaučerji pa? Ja, vaučerji za mandarine, ne? Vsem pridnim prek maila pošljemo vaučere, pa si grejo sami po mandarine. Pa je volk sit in koza cela. Dobra ideja. No, sicer ne vem točno, kako se to naredi, ampak mislim, da bo tak najboljše, no. Bom jaz poklical svojega prijatelja, svetega Frančiška, pa bo on to zrihtal. On zna z denarjem.
Poslušajte, kljub temu, da je bilo danes kar napeto, hočem, da veste, da vas je bilo res lepo videti. Veste, lahko se kregamo, vsi se kdaj kregajo, ampak pomembno je, da se ne skregamo. Upam, da ostaneta zdrava in vesela, pa da se v prvi priliki spet lahko malo podružimo. Joj, Miklavž, to pa je bilo zdaj tako lepo povedano. Jaz tudi upam, da se čim prej vidimo. Enako, Miklavž. In sorry za prej, res oprosti. Je že v redu. Lepo se imejte. Adijo. Dio! Adijo, Miklavž. In enako želim tudi vsem vam, dragi gledalci. Če tudi letos ne moramo biti skupaj, kot smo bili poprej, je pomembno, da ta duh veselja med nami ostane. Da, če tudi so časi težki, ostanemo hvaležni za to, kar pa imamo. Zato, da smo na toplem, da smo na varnem in da imamo še koga, na kogar se lahko obrnemo. Ne smemo pozabiti, da v tem nismo sami. Da je vedno tu vsaj nekdo, ki nam lahko pomaga. Želim vam vesel advent in naj mandarine teknejo.